Prihajam na vrh Zlakolate, najvišji vrh Prokletij, Maja, Jezerce. Zdaj zapuščamo mejo z Albanijo in gremo v Črno goro. Te skale so apnenc, ko se skale končajo, je silikat. Še ena taka geološka zanimivost. To je pa res pravi zlati oktober. S te strani Nadželja. Moj kanal poznajo že v Črni gori. Raj na zemlji. Lepo pozdravljeni v Raju na zemlji. Danes smo pa na našem domačem terenu v Apnencu. Sicer se pa seveda nahajamo v Črni gori, v gorovju Prokletije. Evo, gremo pa, mislim, da tamle gor na Zlokolato, se pravi na najvišji vrh Črne gore. Ta Zlakolata je sicer na meji med Črno goro pa Albanijo, ampak se pač smatra za najvišji vrh Črne gore. Čeprav večina jih pa napačno misli, da je najvišji vrh Črne gore Boboto Kuk v Durmitorju, kar ni res. Štartali smo pa tamle dol z doline, s približno 1300 metrov nadmorske višine. Se pravi, splava smo se peljali v mesto Gusinje, potem naprej v Vusanje in do Zarunice, do planine Zarunica. Tam smo parkirali na 1300 metrih, pa smo šli pa najprej po enem takmu kolovozu. 40 minut, potem se je pa začela pot. Evo, zdaj smo pa že v Visokogorju. Na višini, koliko Maja? 1800, pa še nekaj. 1800, ja. 1800 metrov. Tako da imamo še približno 700 metrov višincev. Naredili smo jih pa zdaj 500. Zdaj pa tamle gor na greben, oziroma na sedlo. Pa je, da nas čaka še na ledina Jamanek. Pa naprej do vrha. Evo. Pa da, gremo. Vreme je tudi super. Gremo dalje. Nahajamo se blizu sedla med obima kolatama, skoraj na 2000 metrih nadmorske višine, in prišli smo do čudovite ledine jame. Evo, piše ledena pečina. Zdaj gremo pa not pogledati, kako izgleda. Če bomo najdel kaj ledu. Aha, pa ne bo več šlo brezno, konc. Nahajamo se na sedlu med obima kolatama na višini 2430 metrov. Evo, tukaj gor je dobra kolata, oziroma po albansko Maja Ekolates, 2528 metrov. Mi gremo pa na hudobno kolato, oziroma Zlokolato, ki je bila visoka 2534 metrov, se pravi višja 6 metrov. Še malo imam do vrha Zlakolate, razgledi so pa fantastični. Evo, proti Albaniji, tam mislim je vmes med temi hribi je dolina Valbone in pa proti Črni gori. Evo, to je pa dobra kolata. Prihajam na vrh Zlakolate, res en čudovit vrh na meji med Albanijo in Črno goro. Evo, vrh Zlakolate. Super. To, odlično. 2534 metrov. Evo, še da vidimo
Tukaj pa albanski napis. Kolata Ikeke, 2534 metrov. Evo, ta vrh zraven je pa dobra kolata, ki je 6 metrov nižja. Tam je tudi precej podobna višina. Super. Razgledi pa fantastični. Evo. Celotne Prokletje. Služba na vrhu, zadovoljna. Raj na zemlji. Tamle imamo mi prenočišče, mesto Plav. Potem tale spredaj je dobra kolata. Potem pa tisti vrhovi zadaj smo bili pa včeraj. Se pravi Hridsko jezero, Hridski krš. Naprej, ta najvišji je Čeravica, najvišji vrh Kosova. Potem naprej Kosovska dolina in pa hribi že na meji med Kosovim in Makedonijo. In pa ta dolina spodaj je dolina Valbone. Prelaz na dolino Valbone je pa prelaz med dolino Valbone in pa dolino Tet, ki sta izhodišči za albansko hribolazenje. Tale najvišji, tukaj je pa najvišji vrh Prokletij, Maja jezerce. In pa še na tole stran, prav to so vse Prokletije, Karanfili in tako naprej. Tisti hribi, tamle so pa Komovi, tudi Črnogoro. Dolina pri mestu Gusinje, in ki se nadaljuje pa naprej v Albanijo in proti Podgorici. Tamle nekje je glavno mesto Črne gore Podgorica, tako nekje je pa Tirana. Evo, kakšni čudoviti razgledi dol v dolino. So pa kar precejšnje stene. Evo, mi pa zdaj zle kolate proti dolini. Zdaj zapuščamo mejo z Albanijo in gremo v Črnogoro. Mi gremo sedaj dol na sedlo, potem pa po dolini navzdol. Prokletije so nastale v dveh različnih geoloških obdobjih. In sicer ta del, ki ga sedaj vidite, ki je obsejan s soncem in zelo visoko drevesno mejo, je stare kamninske sestave, se pravi silikatna kisla tla. Tudi zato je veliko bolj zelen in pa gozdna meja je višje, ker na
kisla tla so veliko boljše rastišče kot bazična. Evo, jaz se pa zdaj nahajam na apnencu in res se tukaj super vidi, dokam so v bistvu te skale so apnenc, ko se skale končajo, je silikat. Evo, navzgor, čisto tipično, kakor pri nas v Sloveniji, apnenčast gorski svet, v tej stran pa silikat. Evo, in res drevesna meja je tamle krepko čez 2000 metrov. Tako da je res zanimivo. Tukaj je pa čist golo. Še ena taka geološka zanimivost. Vreme pa res neverjetno. To je pa res pravi zlati oktober. Oktober je, če je vreme, je daleč najlepši v hribih. Ni nobenega meseca tako lepega, kot je oktober. Evo, tukaj imate pa zdaj dokaz. Eto to. Zdaj gremo pogledat v dolino še en slap grlja in tam se spet naprej oglasim. Ko smo šli gor, je bila megla, zato se ni videlo, zdaj pa pokažem za nazaj. Glejte, kakšne čudoviti hribi. In mi smo bili na tistem, na zadnjem. Ta prva je dobra kolata, druga je pa zla kolata. Nahajamo se v vasi Gusinje na 1000 metrih nadmorske višine. Z te doline smo prišli zle kolate, to je pa dolina Grebaje. Zdaj gremo pogledati še en čudovit slap grlja. Zdaj je to kanjon. To je pa to črnučica. Zgleda lokacija na kanjonu. Grlja. S te strani grlja. Za konec super dneva smo si pa šli pogledati še ali pašine izvire, ki so pri mestu Gusinje. Ti izviri, tam naenkrat ogromno vode, evo, tam se še vidi, so taki, tam z jezera ven izvira voda in pa naši hribi v zadju. Zdaj pa še vožnja do Podgorice, jutri na letalo in proti domu. Tako da se vidimo v naslednjih jesenskih doživetjih. Čau! Moj kanal poznajo že v Črni Gori. Raj na zemlji. Sicer smo pa trenutno se peljemo proti Podgorici in gremo čez en prelaz. In tukaj pač smo videli tole tablo, smo rekli, da se moramo ustaviti. Raj na zemlji.